Lepo pozdravljeni, moje ime je Tanja Matko. Sem avtorica in urednica spletnega portala za ženske, Planet lepote, najstarejšega portala za ženske. Sem tudi stilistka, skrbim za lepoto od zunaj in znotraj, za naravni anti-aging. In če vas te stvari zanimajo in verjamem, da vas zanimajo, me lahko spremljate na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, v oddaji Skrb zase. Danes vas vabim, da si vzamete čas zase. Čas, da pogledamo, kako zelo je zdravje povezano s tem, kako se počutimo, kako izgledamo in najpomembnejše, kako tudi spimo. Z mano danes v studiu ženska, ki je zame prava kombinacija elegance, notranje moči in razumevanja, kaj pomeni biti v ravnovesju. Tanja Matko, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Barbara, hvala za povabilo. Hvala. Gospod Tanjo poznate kot ustanoviteljico portala Planet lepote, mentorico, svetovalko, žensko z izjemnim občutkom za urejenost, a tudi za zdravje. Drži? Vsekakor, brez zdravja tudi videz ne more biti v redu. Se popolnoma strinjam. Ampak ni bilo vedno tako. Nisi začela v bistvu s tem. Začela si z pravom, če sem prav razumela. Je tako? V bistvu je bila moja pot zelo kompleksna. Jaz sem zelo lepo risala in sem že od nekdaj me privlačilo vse, kar je zelo lepo. In sem si zelo želela iti na oblikovno šolo, ampak mi je bilo to preprečeno. In potem nisem vedela, kam bi šla, in potem sem nekako ugotovila, ker sem zelo človek pravičnosti, poštenosti, da bo pa pravo, verjetno prava odločitev. In sem šla na pravo in bilo na začetku zelo zanimivo, vse v redu, pa nekje tako v 3. letniku ugotoviš, da pravo pa pravičnost nista nujno, ne gresta nujno po isti poti, da gre pogosto pravo takole, pravičnost pa takole. In potem, ker sem bila pač že v 3. letniku, sem seveda dokončala, ampak nekako mi ni bilo več to tisto, da bi se jaz videla kot nekdo, ki bi lahko delal pravo. Hkrati me je skozi spremljalo vse, kar je povezano z lepoto, urejenost in tako lepo, vse, kar je lepo, pač to me je vse spremljalo. In je potem nekako usporedno, ko sem še fakulteto dokončevala, je nekako nastal usporedno Planet lepote, čisto spontano, ki je potem postal prvi najstarejši, največji ženski portal v Sloveniji. Čestitam, to je kar veliko že, ne? 20 let? 22 let, od leta 2004. Neverjetno, sploh ne veš. Ampak zanimivo, torej preko študija si že spoznala, da to ni to in si kar takoj se odločila in se vrgla v to, kar dejansko počneš danes. Ja, na začetku še niti nisem vedela, da bom res šla čist, je bilo nekako, Planet lepote se je začel kot hobi. Ampak potem sem ugotovila, da me res zelo veseli in me čedalje bolj vleklo v to smer in čedalje bolj je bil uspešen Planet lepote, čedalje več obiska, oglaševalci so veliko interesa izkazovali in dejansko je potem se tehnica kar sama prevesila na to stran. Torej že od nekdaj si sama v sebi čutila, da želiš pomagati ljudem na različnih ravneh. To pa vsekakor, ja. In kaj je tisto, pri čem jim pomagaš? V bistvu, kako postati najboljša verzija sebe, oziroma boljša verzija sebe. Vse. Kako izboljšati samozavest, kako se lepše urediti, kako izboljšati zdravje, ampak s tem, da seveda na naraven način, zelo veliko dam na preventivo, izpravim potoči zunaj, je prepozno. Tako da ja, jaz zmer pravim, ljudje smo celota in je treba poskrbeti za vse vidike sebe. Se pravi, nič ti ne pomaga, če je še tako lepa zunanjost, če je vsebina prazna ali pa gnila, in nič ti ne pomaga, če je vsebina wow, če je na zunaj vse skupaj žalostno. Tako da ja, smo celota in za vse vidike sebe je treba optimalno, maksimalno poskrbeti. Absolutno. Zelo zanimivo, torej samozavest si rekla. Absolutno. Kako pa človek pride do samozavesti? Jaz se tudi z ogromno ljudmi pogovarjam in vidim, da ljudje so zelo nesamozavestni in v bistvu niti ne vejo, kako ne do tega pridejo. Se izogibajo nekega stika z ljudmi ali pa nekim situacijam ali česarkoli, v bistvu samo, ker vidim, da skrivajo, v bistvu da pač nočejo, da jih je strah. Kako si lahko sploh mi utrdimo samozavest? Ja, mislim, to itak po mojem opažanju delno izhaja iz sporočil iz otroštva. Spomnim rekla, mi še, ko smo malo starejše generacije, ko smo imeli to avtoritarno vzgojo, ki je bilo treba potlačiti, da se ne preveč ven metal, kaj pa misliš, da si, a ne? Delno pa pač tudi, ne vem, kako je drugje, ker izven Slovenije nisem nikoli živela, ampak zelo je slovenska mentaliteta tudi isto spet, kaj pa misliš, da si, kaj pa se ven mečeš. In potem so ljudje malo raje sklonjeno glavo, kot da bi jih imeli preveč dvigeno, pa bi jih kdo kresnil po tej glavi,
Tako da nekako to vidim in bi rekla, da je moja pot do prave samozavesti je bila tudi kar dolga. Se mi zdi, da šele z leti prideš do tega. Z leti, z izkušnji, ko se začneš nekako zavedati svoje vrednosti, ko daš določene stvari v življenju skozi, da te nekako, bom rekla, in okrepijo in da se začneš zavedati svoje vrednosti. In katere so bile tiste izkušnje, ki so te dejansko pripeljale do tega zavedanja, da notranji mir, kakovosten spanec, o katerem bomo danes govorile, samozavest, da v bistvu to res predstavlja neko celoto, nekega pozitivnega človeka, nasmejanega, polnega energije, pač ki ga pogledaš in ki vidiš, da žari in da je zadovoljen sam s sabo. Ja, v bistvu vse, kot sem že rekla, vse v bistvu izhaja iz otroštva. In če si tudi dobival sporočila, da nisi vreden, se nekako otroci grejo ponavadi v dve smeri. Ena je ta, da so tudi za sebe potem slabi, imajo slabe samogovore, so samouničevalno nagnjeni, droge, alkoholizem, kot vemo, pač ko so težke družinske razmere, a greš pa v kontrasmer, si pa zelo samoohranitveno naravnan. Jaz sem bila zelo samoohranitveno, so ta negativna sporočila, ki sem jih dobivala, so v meni sem še gradila neka to moč, to zavedanje, da moram jaz res poskrbeti dobro zase, ker noben drug ne bo. In to je že od zelo malega rastel z mano. In jaz sem zelo bila tudi raziskovalni tip, pač videla sem, da sem prepuščena nekako sama sebi. In potem sem zelo raziskovala, kako, ne vem, ali shujšati, kako, ne vem, poskrbeti, da bom bolj spala. In ker sem pa pač, to sta pa dve stvari za sabo potegnili, ker sem sama sebi prepuščena. Prvič, da sem se veliko učila in sem veliko informacij dobila. Druga je bila pa ta, da sem želela drugim tudi pomagati. Nisem, veste, ko imaš eno bolečino, pa želiš, da jo drugi nimajo. In potem želiš drugim pomagati, ker si bil ti sam v določenih situacijah. Ja. In potem bila še ena zelo težka osebna izkušnja, res zelo težka, ki me je v kombinaciji z vsem, kar je potegnilo za sabo, še izgorelo spahalna, tako da sem bila 5 let sem bila skoraj rastlinca, res grozno. To je nepopisljivo. To ljudje, ki niso doživeli, res si ne morejo predstavljati. In ko sem pa nekako iz tega zasilo vam prišla, sem se počutila pa kot trdnjava. Res protis. Noben mi nič več ne more. Pa ne bom zdaj rekla, da mora vsak čez izgorelost pa težke izkušnje, ampak dejstvo je, se mi zdi, da nas najbolj izoblikujejo težke izkušnje. Nekdo, ko ima celo življenje vse nekako na pladnju, ko mi je vse prenešen, tisti ne zna niti nič ceniti, niti ne postaneš, se mi zdi, tak človek, kot če si moral malo pretrpeti. Absolutno, definitivno. In saj je tak, se pravijo, da vsak padec te v bistvu na nek način okrepine. In kaj je tisto, v bistvu, kar ti je pomagalo priti ven iz tega? Vsem si rekla, si rabila kar nekaj časa, da je to trajalo 5 let. Izgorelost je itak samo čas, to ti nič ne pomaga, to mora sem čas miniti, da se telo pride, ker to si bil toliko časa pod tako hudim stresom, da ti dejansko potem še fizično telo odpove. In to dejansko ti ne pomaga nič razen čas. Tako da tukaj samo čas ti pomaga, potem pa je to, kar se nekako, vsaj pri meni, zgodilo samodejno. Protist. Noben več nič ne more. Prav res je ena taka notranja moč, ne znam vam opisati. Saj ne, da prej nisem bila, ampak če je bilo prej, ne vem, stopnja 10, je bilo zdaj, ne vem, je zdaj 100 bila po tistem. Zelo zanimivo. Ko nekaj tako težkega preživiš, enostavno, ali te v bistvu zbriše, te ni več, ali pa postaneš najmočnejši, kakor si kdaj bil. In od tistega trenutka dalje si najmočnejša. Ja. Ja, bravo. Res, prav tako, prav vizijo imam, takrat se spomnim, ko sem nekako za silo iz tega prelezla, prav tista asociacija moja je bila trdnjava. Bravo. Prav noben mi več ne more nič. In to zdaj tudi ljudi učiš? Trudim se, ja. Na kak način v bistvu tudi sami zgradijo neko svojo trdnjavo, da ne pridejo do tega, do te izgorelosti? Mislim, tako bom rekla, v Sloveniji se mi zdi ta izgorelost še relativno nova, v tujini to že desetletja prisotno in je to zelo malo znanja. Je neko osnovno znanje, ampak velike, bom rekla, napačnih informacij in posledično tudi predsodkov. Naprimer, en tipičnih predsodkov, ki velja glede izgorelosti, je, da so to samo deloholiki. Jaz nisem pa nikoli deloholik. Ja, sem delovna, ampak zmeraj sem si znala čas zase vzeti, poskrbeti zase. Jaz sem imela dejansko tako ekstremno situacijo, stresno, zunanjo, ki je nisem mogla sama odpraviti, da je bil to vzrok. Veste, tako tudi ena mama, ona je lahko še tako, rečemo, ima otroka s posebnimi potrebami, ima, rečemo, starša, ki ima rak, rečemo, da še mož nagaja, se ločuje in se, rečemo, se to 3 leta vleče, ona ni nič v bistvu ni z njo narobe, ampak ona je imela tako težko situacijo, če rečemo, me še službo zgubi, ona pa sem zaradi stresa izgorela in pri meni je bila podobna situacija, samo zaradi stresa. In v Sloveniji tega znanja nekako ni, v Sloveniji dejansko smo, ta je bil deloholik, ta je perfekcionist, pa je zato izgorel, pa sploh ni nujno to vzrok. Tako da ja. Odvisno je res vsakega posameznika.
Kaj pa situacije, ja. že od tega, kar je dajal, tako kot si prej rekla, poudarjala, v otroštvo. Tam se vse začne. Ja, res, takrat se izoblikujemo. Pravijo, da do 6. leta se izoblikujemo kot osebe, pa v bistvu sam rastemo ali pa nazadujemo. Ja, res je. Dragi gledalci, ostanite z nami, takoj po kratkem premoru se v bistvu vračamo, ko bova skupaj s Tanjo razkrili, zakaj je v bistvu spanec v resnici najpomembnejše orodje za zdravje, videz in pa tudi za vašo samozavest. Tako da ne zamudite, se vidimo. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Skrb zase. Z Tanjo Matkov smo v bistvu začeli eno krasno temo in jo bova tudi nadaljevali. In v tem v bistvu delu bova se osredotočili na spanje. Tanja, verjetno si tudi ti kdaj spregledala spanje, ali kako bi rekla, no, si mogoče ga kdaj postavljala na stranski tir, pa te je telo pol čez nekaj časa opomnilo. Ja, v bistvu prav namenoma na stranski tir ga nikoli nisem postavljala, razen mogoče v obdobju, ko smo šli na maturantski izlet, ker smo bili samo en teden tam v Španiji, pa prvič sem bila in hočeš vse videti in ja, smo res vsi malo žrtvovali spanja. In ja, to je bil prvi tak, bom rekla, poleg tega, ker sem že vedela, da je spanje pomembno, da sem še sama začutila, res koliko je pomembno, ker ko smo se vračali z avtobusom nazaj, se spomnim, ko sem bila že prav fuč, nisem mogla imeti več oči odprtih in kako mi je začela ena veka trzati. Ker se mi nikoli prej v življenju ni zgodilo in takoj sem intuitivno vedela, da je to zaradi pomanjkanja spanja. In sem rekla, nikoli več si ne bom, pa je to na malenkost, pa 18 let sem bila stara, ampak mi je bil en tak znak, zelo mi je bil en tak znak, da mi je zelo res potrdil moje dotedanje znanje, ki bo se še zelo v začetkih, ampak ja, sem pač takrat vedela, spanje je osnovno, zelo pomembno, treba je biti naspan. Tako da je to bila prva taka stvar, ja. Ja, to si pa res poznala zelo hitro, no, ker jaz se pogovarjam tudi z ljudmi, ki še pri 40-ih ne vejo, da je spanec res ključen. In kaj bi rekla, zakaj je spanec tak ključen? Katere so tiste stvari, ki si jih mogoče tudi sama pri sebi opazila, da ti pomagajo, če si dobro naspana, ker verjamem, da se tudi kdaj zgodi, da nisi, ne? Ali pa kaj tudi druge učiš? Spanje je itak naša glavna regeneracija. Možganov, telesa, psihe, fizično res ni da ni. Tako da je zmer, ko ljudje skušajo izboljšati svoje življenje, pa tisti pa ne vejo, kje bi se lotili, ker v bistvu imajo veliko stvari za izboljšati, da naprimer relativno zdravo živim, ampak nekateri pa rečemo, oddekadijo, nezdravo jejo, neprespani in ne vem niti, kje se lotiti. Jaz zmer pravim, spanje na prvo mesto. Spanje na prvo mesto. Če ste lačni in zaspani, ne jesti, pejte spat. Če veste, da morate na trening ali pa iti spat, pejte spat. Spanje, potem dolg noč, potem sledi vse ostalo. Ker naše telo, da lahko optimalno funkcionira, maksimalno funkcionira, mora biti spočito. Telo in možgani. In verjetno vsak od nas že kdaj, pač vsi, ki so neprespani, to toliko stvari potegne za sabo, od tega, da nam upadejo kognitivne sposobnosti, da smo bolj razdražljivi, da nam avtomatsko naraste glukoza v krvi. Tudi če nismo nič tazga pojedali, pač poslabša se občutljivost na inzulin. Mislim, to je toliko enih stvari, to je toliko stvari potegne za sabo, da je res neverjetno, ne? Ja, absolutno. Če to si zdaj čisto povedala tako iz zdravstvenega vidika in absolutno vse potrjujem, pač to je definitivno res. In ja, in več možnosti za napake, prometne nesreče, pač koliko je bilo nesreč na tem, ko so vozniki zaspali, ja. Kognitivne sposobnosti se absolutno zmanjšajo. Tako, dovolj je sekunda nezbranosti, pa so posledice do konca življenja. Všeč mi je, kar rečeš, da je v bistvu spanje najcenejša in pa najmočnejša terapija, ne? Vsekakor. Ja. In kaj to pomeni v bistvu za našo kožo? Kakšne so razlike med ljudmi, ki ti vseeno se ukvarjaš z ljudmi in z videzom in kožo? A je res taka razlika pri ljudeh, ki spijo dovolj, imajo res boljšo kožo kot tisti, ki recimo so kronično utrujeni? Definitivno je ena velika, velika razlika. Ni samo spanje, je tudi to nega, kako se prehranjujemo. Ampak takoj vidiš pri človeku, ki je nenaspan. Naprimer, tudi če si ti, Barbara, kdaj bila neprespana. Jaz naprimer vem, se pravim, jaz se trudim dobro spati, vedno, ampak pride kaj, da si ali živčen, ali pride kar neka noč, da se zbujaš. Mislim, ko se isto jutro pogledam v gledalo, pa izgledam vsaj 5 let starejša. Od tega, da so podočnjaki, ne, podočnjaki so bili izraziti. Koža pride utrujena, kar nekako si uvev, kar vse nekako kar povešen obraz. Komi imaš oči so nadol, imaš komi oči odprte in potem moraš čez dan in imaš nekaj zahtevnega narediti, ne moreš se zbrati, mislim, res se pozna, res se pozna. In tudi vidim, ker sem imela kar nekaj žensk, naprimer, ki so čisto priznale, da pač ne spijo veliko, so si misle, pač vse bom že kom starejša spala, ampak te ženske, pa mogoče to zdaj ne bolj posišče, ampak je res, te punce ženske so tudi 10 let mlajše od mene, ampak jaz sem mislila, dokler se nismo spoznale, da smo iste starosti. Toliko spanje vpliva. Da so izgledale zelo, zelo postarane.
In dlje časa, kot to traja, hujše so posledice in tudi težje jih je odpraviti, ne. Zdaj, če ena rečemo 5 let premalo spi, se bo to že zelo poznalo. Ampak če bo ona začela potem več spati, se lahko v določeni meri to regenerira. Nikoli pa ne bo tako, kot če ne bi v teh 5 let, rečemo, pač nespanja, ne. Tako da ja, pozna se takoj naslednji dan in bolj kot je to, bom rekla, bolj kot se akumulira tedni, meseci, bolj se pozna. Tako da tisti ljudje, ja, ki pač zelo veliko redno premalo spijo, so videti zelo postarani, no. Kaj pa ljudje, ki imajo 101 razgovor, zakaj oni ne morejo spati, pa ne morejo zvečer zaspati, pa se po noči zbujajo, pa tako naprej, ne? To je kar pogost izgovor pri ljudeh, ne? Kako pa njim svetuješ? Mislim, da je Henry Ford bil, ki je rekel, če verjameš, da zmoreš in če verjameš, da ne zmoreš, imaš prav. Okay. Se pravi, vse je samo odločitev, ne? Se meni tudi včasih pasal, naprimer, ne vem, iti kasneje spat, malo po telefonu brskaš, bi brala eno knjigo še dlje, ampak ne, ura je 10:30, jaz bom zaključila. Mogoče par minut potegnila, ne bom dlje, ne. Ali pa tisti, ki imajo, naprimer, izgovor, ja, od nečesa je treba umrti. Umrli bomo vsi imamo rok trajanja, gre za to, kdaj bomo umrli, pa v kakšnem stanju. Verjetno si nihče ne želi biti zadnjih 10-20 let preživeti nepokreten, dementen, v plenicah, odvisen od drugih. Verjetno tega nihče ne želi. In to, da mi zdravo živimo, spanje je pač eno od dejavnikov, poleg gibanja, zdrave prehrane, čim manj stresa, ki je naložba v našo zdravo in vitalno starost. In potem se vedno kdo najde, ki reče, ja, moja teta, stric je pa zdravo živela, je pa vseeno kmalu umrla. Res je, garancije ni nikoli, si pa s tem bistveno povečamo možnosti, ker zdravje ni tombola. Definitivno. In nikoli ne bomo vedeli, ne, za koliko časa si dejansko podaljšamo. Oziroma, je pa res, da absolutno, če se temu posvečamo, bo naše življenje bistveno bolj kvalitetno. Bolj bomo uživali v nekih stvarih, ne. Če pa v bistvu za sebe ne skrbimo, prej se nam začnejo težave, prej se bomo slabše počutili, manj bomo samozavestni, bolezni bodo prišle, vse bo. Točno tako. In logično, da pol pri 50-ih so ljudje že čisti zmozgani in sploh ne vejo, kaj so. Ja. A pridejo taki ljudje kdaj do tebe? Čist direkt do mene tudi kakšen, ampak načeloma jih imam bolj tako, ker objavljam tele objave, ampak ja, marsikaj se obrnejo name, pač tudi zasebno, kakšni za svetovanje, tako da ja. Ampak načeloma se name direktno prav za pomoč obrnejo tisti, ki želijo izboljšavo. Tisti, ki iščejo izgovore, tisti se ne bodo. Tako da videli, da pač tle ne bomo skupaj šli. Ker če nekdo ni pripravljen nečesa spremeniti, če ni pripravljen narediti koraka naprej, izboljšati, potem mu istak nima kaj z mano početi in jaz ne z njim, ne. Ti moraš imeti najprej ugotoviti, aha, tole moje področje, ne vem, ne znam se lepo obleči, joj, ne znam se zdravo prehranjevati, 10 kil viška imam, ne vem kako kaj, ampak bi rada to spremenila, bi rada to spremenil, ja, ta se bo obrnil name, ker želi napredek, ker se želi izboljšati. Nekdo, ki pač bo iskal tisoč in en izgovor, ja, tisti bo pa pač mi kaj nasikal, ne, kakšno teh izgovorov na kakšno objavo, ne, ali od nečesa je treba umreti, ne bo pa se na pomoč obrnil, ker pač ni pripravljen nič narediti, da bo bilo boljše. Ja, definitivno. Jaz bom izkoristila še eno priložnost. Tudi jaz, ko se z ljudmi velikokrat pogovarjam, se pogovarjamo tudi o tem, kakšne šampone uporabljajo, kakšne kreme uporabljajo, kaj nanašajo na kožo. In ti si strokovnjakinja na tem področju. Kaj bi recimo svetovala ljudem, ki nas zdaj gledajo, na kaj naj bojo pozorni pri izbiri kozmetike, tako naprej? To pa zelo težko odgovorim, ker je potrebno malo poglobljeno kozmetično znanje, ker, a veste, proizvajalci že napišejo, odpravlja gube, dela to, ono, drugo, tretje, ampak ti moraš vedeti sestavine, poznati sestavine, da greš prav gledati tam ingredient list, se pravi seznam sestavin, ki jih je lahko tudi 50 noter, poznati sestavine, da veš točno, kako katera učinkuje in lahko si rečeš, aha, tale izdelek lahko rečemo dejansko učinkuje tako, kot obljublja, ali pa marsikjer, mislim, ogromno je kozmetiki prodaje izdelkov, ki jih jaz resnično iskreno niti na podplate ne bi dala. Ker nimajo aktivnih učinkovin, se pravi antioksidantov, peptidov, protivnetnih snovi, retinoidov, nicinamida, pač vseh teh snovi, ki dejansko delujejo anti-aging, ki res skrbijo, da imamo kožo negovano, mladostno, ampak obljubljajo povsem marsikaj. Tako da zelo težko, to v bistvu ne morem. Jaz moram prav vsak izdelek pogledati, da vidim, kaj je noter, da lahko rečem, aha, ta lahko pomaga, ta pa ne more, ne. Tako da brez tega znanja ne gre. Bi pa vsekakor jim na srce položila eno zelo pomembno stvar in sicer cena ne odraža kvalitete. Ogromne kozmetike, ki stane stotine evrov, ki ponovno, jaz je ne bi uporabila, sem tudi kakšno za darilo dobila, sem jo dala naprej. In ogromne kozmetike stane 10, 20, 30 evrov, pa je odlična, vrhunska. Tako da predvsem to, cena ne odraža kvalitete, res ne.
Kaj pa lahko res oni, vse neke stvari si že omenila, ampak kaj pa je res tisto, kar moramo gledati, da pa te zadeve ne vsebujejo, ko uporabljamo tudi šampone, mila, vse te stvari. Koža je vseeno naš največji organ na telesu in nas ščiti predvsem zunanjim. In dejstvo je, karkoli mi nanesemo na kožo, vse gre v našo notranjost, v našo limfo. In nam dejansko potem tudi uničuje našo odpornost, naš imunski sistem, vkolikor je te kemije, bom jaz rekla, preveč, ne, in jo mi nanašamo, ne. Kaj bi rekla, kaj so tiste mogoče 2-3 sestavine, ki absolutno, ki pogledaš, pa rečeš, ok, to pa ni za na kožo? V bistvu bi jim nekako svetovala predvsem, da probejo uporabljati čim bolj naravno kozmetiko, če se le da tudi ekološko kozmetiko, včasih ne gre, naprimer, če želiš aktivne učinkovine, naprimer retinoidi, to boš težko dobil v neki, bom rekla, ekološki naravni kremi. Drugače pa mogoče bi se predvsem izogibali parabenov, hormonskih motilcev, ki spet so taki, v bistvu so take besede, če povem, se noben niti zapomnil, kaj šele zapisal. Se pravi, parabeni, kakšni hormonski motilci, to so predvsem umetne dišave, ki so ftalati, tega je ogromno v kozmetiki. Ftalati so zelo, zelo hudi hormonski motilci, parabeni isto, da se poskusijo predvsem temu izogniti. In glih to je značilno, da je ogromno tega v kozmetiki višjih cenovnih razredov, prestižnih znamk, ki stanejo 100, 200, 300 evrov. Znam celo s prijateljstvom v trgovini sva gledala na krema, mislim, da je bila 700 evrov, pa za ta denar greš lahko, če že hodiš na te stvari, koliko 2-krat na botoks, ne? Pa imaš res učinek, ne? Tako da, ja, nobena krema ni vredna več kot 100 evrov. Že to bom rekla, da je, jaz sem dam več kot 50 evrov za kremo, evo, tako lahko povem. Ja, super. Tako da še vedno navadna, trda, žajfa iz ovčjega mleka ali pa mandljevega. Ja, trda mila so zelo v redu, ali pa ti naravni geli za tuširati, ko so, vse se ima, v bistvu vsaka hiša ima naprimer svoje znamke, tudi za ti, a veste, ko so na budžetu ljudje, ne, pač, ko so taki časi, vsaka hiša ima tudi svojo znamko, ponavadi ekološke kozmetike, že če si tist kupijo, pa so čisto v redu se odločili. Je pa definitivno, ne. Tudi prehrana je tista, ki v bistvu od znotraj hrani našo kožo, ne. In ne glede na to velikokrat, kaj bomo mi mazali, je velikokrat tudi odvisno od tega, kak je od znotraj, ne. To je pa tisto drugo področje, še se ukvarjaš, kako si s prehrano to porihtati, ne. Ok. Zdaj, gledalci, sledi spet kratek premor in po njem pa v bistvu izveste, kako lahko tudi vi z pomočjo Tanje naredite neke prve korake k boljšemu počutju, samozavesti in pa urejenosti. Tako da, se vidimo kmalu. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Skrb zase, kjer v bistvu za Tanjo govorimo o eleganci, videzu, samozavesti. In tako ti rada rečeš, vsem lepem, ne? Tebe privlači vse lepo. Tako. V glavnem, ljudje, ki te spremljajo, jih verjetno zanima bolj eleganca, nek zunanji videz in take stvari. Ampak danes tekom pogovora si pokazala v bistvu, da ponujaš nekaj več. In kaj je to, kar v bistvu ponujaš ljudem? Ja, jaz skozi poudarjam, da smo celota in je res potrebno poskrbeti za vse vidike sebe. Tako kot sem že prej rekla, nič ti pomaga, če je še tako bleščeče, pač še zunanjost, če vsebina nikakva ali pa je ni. To ni to. Ali pa če še noter kao nekaj delamo na sebi, pa naša zunanjost deluje zanemarjeno, nikoli ne bomo naredili dobrega prvega vtisa in prvi vtis je zelo težko popraviti. In ko včasih kakšni ljudje poudarjajo, ne, ja, ne, samo notranjost je pomembna. Jaz pravim, ne, lepa notranjost mora biti v lepi pač zunanjosti, v lepi embalaži, tako v lepi embalaži. Tako da, ja, zelo to poudarjam, da je treba delati čisto na vseh vidikih sebe. Se pravi, na zdravju, na dobrem počutju, psihično, fizično, da se znamo urediti, da se znamo lepo predstaviti, da znamo pokončno se držati. A veste, pač, če smo mi še tako lepo urejeni, konec koncev, pa da je vse v redu, če kar vas se lezemo v tisti slabi samopodobi, ne bomo dobrega vtisa naredili, ne. Tako da ja, na vse, res za vse vidike sebe treba poskrbeti. Ok. Če vzameva zdaj mogoče na primer stranko 2-3, ki ti bojo zdaj prve padle na misel. Ki so prišle do tebe, ki niso imele tega, ki niso imele urejenega videza, mogoče so imele notranjo lepoto, pa so rabile neko spodbudo, kako od zunaj to pošlihtati. Kaj je v bistvu njih to pripeljalo? Kaj si pri njih opazila? Kaj si začutila? Kaj je tisto, ko na koncu rečeš, to sem želela, to je moje poslanstvo? Ja, v bistvu je prav, vse še to je ena stvar, ki pravijo, ne, da če se ti na zunaj ne urediš, da to ne vpliva na tvoje počutje in kako zelo vpliva.
ko so videla, ko so prišle, na primer, kakšna ženska, ko so včasih rekli, ne vem, če se še tako reče, kakšna siva miška, krva se lezla. In ko ti zbereš lepa oblačila, malo make-upa, pravilno frizuro, barvo las, mislim pa to v tistih par urah postane druga oseba. Res, kar zažari, zasije od znotraj. In ja, ne more to fasada, ne more tega notranjega sijaja, ki vidiš, ki si oči svetijo, ki gre na smeh od sreče in zadovoljstva s sabo. Tako da ja, tudi zunanjost lahko nas zelo potegne, bom rekla, tudi za ne temne luknje. Se tudi psihologi, psihiatri pravijo za ljudje, ki so zelo depresivni, ki se ne morejo s posle zvleči. Zvlečite se vsaj s posle, stuširajte se z nečim dišečem, dajte se urediti. In ja, dejansko, ko je prvi korak narejen, gre lažje tudi naprej. Je pa res, da ga je včasih zelo težko narediti. Tako da tudi to nas lahko včasih, bom rekla, iz ene teme potegne. Zdaj si že malo navezala na to temo. Kdo pa je dejansko tvoja ciljna skupina? Koga bi ti danes nagovorila, da stopi v stik s tabo? Vsi, ki želijo izboljšanje, ki želijo izboljšati svoje počutje, mogoče shujšati, izboljšati svoje zdravje na naraven način, predvsem pa se lepo urediti, biti eleganten, prefinjen. Predvsem to, bom rekla, se mi zdi, da zdaj tudi modo imamo zadnja leta tako malo bizarno, smešno, ker se večino časa kar malo za glavo držiš. In ja, predvsem se ženske in moški, ki želijo biti res lepo, uglajeno, urejeni. Se pravi, ne po nekih modnih trendih, ki pridejo pa grejo, včasih so bizarni, ampak tako, da si tudi, kot če gledaš fotografije svoje z 10 ali pa 20 let nazaj, pa si še zmeraj rečeš, wow, koliko sem bila lepa, koliko sem bil dobro urejen, ne pa da si rečeš, oh my god, kjera frizura. Večinoma je tako. Ja, si zato. Jaz tudi gledam svoje slike z 10 let nazaj, pa pač nič ni bilo kritičnega. Tako da ja, resno to prisegam na to večno eleganco, kot so jo imele Grace Kelly, Cary Grant in pač, bom rekla, 50 so bile nekako najbolj, bom rekla, damska in džentelmenska. No, res je. Kako pa v bistvu izgleda to sodelovanje s tabo? V bistvu človek pride v stik s tabo, a se z njim dobiš v živo, na kak način poteka to sodelovanje, izobraževanje, ne vem, karkoli. Na kak način sploh ugotoviš, kaj rabi? V bistvu ponavadi ljudje kar vejo, kaj rabijo, če pa vidim, naprimer, da je še kakšno malenkost, ki bi se lahko dali izboljšati, pa sama malo namignem. Nikakor ne smeš biti vsiljiv, seveda, jo ti bi moral ali pa morala pa še to pa to zrihtati. Ampak, naprimer, rečemo, če ena gospa pride, pa zrihtava, ne vem, oblačila. Pa, naprimer, sem namignem, da je res čist pika na i, je pa še mogoče minimalno ličil, da res zasijemo, poudarimo vse, kar je lepo na nas. In nikoli pa ne gre to za kakšno pa ciljenje. Vsak mora začutiti, ali bi probala ali ne bi. In ponovadi tisto, daš sem res za 3 minutke malo, bom rekla, ene obarvane kreme, malo trepalnice, ali pa naprimer mnogo ženske se ličijo, pa se narobe, da ji pravilno pokažeš, kako se nanese. Mislim, to res, spet ti pride tisti, wow, tisti notranji sijaj. Tako da ja, na ta način pač namignem. Drugače pa to zelo različno. Imam naprimer punce, ki pač jih rabijo pomoč pri izbiri kozmetike in ona mi pač jim pišejo, kaj rabijo in jim jaz napišem na svete, glede na podlagi njihovo kožo in to je lahko vse online. Naprimer, če potrebuje izbiro po ličilih, greva lahko skupaj v trgovino, da pomagam izbrati. Isto pri stiliranju, pač stranka mora probati. Idealno je tudi pri stiliranju, da jaz vidim, kaj ima ona že doma, se pravi, da greva čez omaro, ker dostikrat ima ženske čisto v redu kose doma, ki jih pa ne znajo nositi, ne znajo jih skombinirati. Ali pa imajo predsodek pred kakšnim kosom, jaz sem zmeraj tako, da vztrajam, rečem, dajva vsaj probati, če vam ne bo v redu, boste dali dol. In resno vam povem, v 9-10 primerov, wow, to je tako dober, ker pač pravilno skombiniraš stvari. In res v 9-10 primerov tisto stvar ponavadi gre v košarico za nakup. Tako da ja, zelo raznoliko, lahko je online, lahko je v živo, ampak ja, stiliranje pa izbiranje make-upa je potrebno kar v živo. To mi zveni ful zabavno. In kar takoj bi pograbila stvari, pa bi rekla, da je pejva malo shopping. Sicer ne rabiš, ampak vabljena. Zelo zanimivo, ja. Kje pa te lahko najdejo? Kako te lahko kontaktirajo? Največ me bolj kar prek teh družbenih omrežij, ki so zdaj zelo popularna. Najbolj aktivno sem sicer na Facebooku, čeprav nekako tudi Instagramu se trudim, ampak se mi zdi, ker smo malo starejše generacije, smo se nekako bolj usedeli na ta Facebook. Drugače pa še na Planet lepote, tam lahko zelo veliko tudi objavljam. Moja osebna spletna stran tanjamatko.com, tako da če bodo pisali Tanja Matko, bodo prišli do mene. A imaš ti kakšne svoje prostore? Imamo pisarno tudi, ja. Ampak nisem pa skozi noter, tako da ja. Ni tako, da bi prišli pa potrkali, se je treba pač tudi uživo videti še stvari. Ja, zelo zanimivo. Ja, midve smo načeloma prišli do konca najine oddaje. Bi pa jaz vseeno še te povabila,
kaj bi kot zadnjo misel, kaj bi želela danes ljudem položiti na srce, glede, mogoče če povzamemo neko, glede povezave z spancem in pa z videzom, kot smo že čez oddajo govorile. Se mi zdi, da nekako prevladuje prepričanje, da če se imaš res rad, si boš dovolil oziroma delal vse, kar je prijetno. Ampak kar je prijetno, ni nujno koristno za nas. Zato bi jaz vsem poudarila, da če se imamo res radi, bomo delali predvsem to, kar je koristno za nas. Se pravi 80-20, se pravi 80%, kar je koristno, 20% se lahko pa tudi privoščimo. Na primer, vsi vemo, da je alkohol škodljiv in ga zato ne bomo pili vsak dan, in tudi jaz vem, da je škodljiv, ampak tiste parkrat na leto, ko grem pa v družbo ven, bom pa tudi popila koktejl. Tako da ja, če se imamo radi, si bomo dajali na prvem mestu to, kar je dobro za nas, ne samo to, kar nam paše. Tako. Bravo, odlično. Ja, Tanja, najlepša hvala. Dragi gledalci, danes ste slišali nekaj, kar si definitivno zasluži, da si vzamete čas in pa premislite. Tanja nas je lepo opomnila, da brez spanja, notranjega ravnovesja in nege ne moremo biti ne zdravi, ne samozavestni in seveda tudi nezadovoljni sami sabo. Zato vas vabim, da obiščete njeno spletno stran, preberete koristne vsebine, prisluhnete njenim nasvetom in seveda, absolutno, kolikor ste začutili, stopite v stik z njo. Ne pozabite, skrb zase ni razvada, ampak je temelj, da lahko v življenju res zasijete tako, kot si tudi zaslužite. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.